ta sila je že tako ali tako za eno nekaj desetink ali pa stotink sekunde, takrat, ko pristane tekmovalec, je 9G, se pravi 9-kratna telesna teža prvi stik s podlago. In ko tekmovalec takole doskoči, je nemogoče, da zdrži. In zdaj, če mu ti to še potenciraš za višino, potem ti v zadnjem delu enostavno prileti pod takim kotom, da ne zdrsne. Razlika med poleti in pa navadnimi skoki je približno tako, kot letalo, kako leti Boeing, pa kako je letel Concorde. Boeing rab za pristanek 300 km na uro, Concorde je pa rabu 600. S tem je imel manjši vpadni kot in dotik je bil bolj nežen. In to je ta razlika med eno in drugo stvarjo. Doman je zdaj visoko, gre, še Doman, bravo Doman, čez 250. 254,5. Podcast o smučarskih skokih. Dobrodošli v pravem času na pravem mestu. V Vikersundu je Nika Prevc po lanski zmagi zbir poletov na zmagovalni oder letos dopolnila še s 3. in 2. mestom. Prvič v karieri je 200-tico premagala Nika Vodan, ki ima nov osebni rekord pri 222,5 metrih. Ob kopici ženskih rekordov je za najdaljši polet letos na Norveškem že na treningu poskrbel Domen z 245 metri. Prvič po 17 tekmah pa na letalnicah nismo imeli skakalca na zmagovalnem odru. Poslušate podcast 254,5, z vami sva Cene Prevc in Luka Dolar. Na rampi. Prvi izmed finalnih 2 vikendov v letenju je za nami. V Vikersundu si pričakoval več? Absolutno več skokov. Je kar malo škoda tisti veter, ko je vse skupaj odpihnil. Seveda se je razvil v tako močne sunke, da povsem normalno, da ni šlo več naprej, ampak ko pride do vprašanja več, seveda takrat, ko so vikendi, ko prihaja do poletov, želimo videti čim več, čim daljših skokov. Bova z gostom še kakšno rekla več o tem in tudi o fantastičnih ženskih daljavah. Veš, kaj se mi je tudi utrnilo med tem vikendom? Pogrešal sem turnejo surovega zraka, Roer turnejo, ki je letos prvič po dolgih letih žal ni bilo, razlogi so znani, in ko smo malce preračunali, dobil bi jo letos recimo ob tem, kar je bilo pač izpeljanega, Stefan Imbacher, pozor, pred Antijem Altom in Tomofumijem Naitom. Vrstni red, na katerega verjetno nihče ne bi stavil. Zagotovo ne, ampak Oslo je naredil tisto svoje presenečenje, ki je zelo popestril, bom rekel, da kar celotno skakalno statistiko, zgodovino dodal na zmagovalni oder in med zmagovalci svetovnega pokala še nekaj dodatnih imen. In še ena zanimivost se je nadaljevala, v bistvu v Vikersundu Stefan Imbacher končno do prve zmage, saj je bilo že kar nekaj časa vse skupaj v zraku, ampak če prištejemo še Oslo, ki si ga prej omenil, 3 zaporedni premierni zmagovalci tekem za svetovni pokal. Veš, kdaj se je to nazadnje zgodilo? Zdaj vem, ker si mi tukaj napisal na plonk listek, ampak to si pa res šel po tankove drobovje leta 1988, to pa je res daleč nazaj. Dieter Thoma, Risto Lakonen in Jan Boklov. Takrat od Thunder Baya do Lake Placida, dolgo nazaj. Bila je morda priložnost, če bi zmagal recimo Anti Alto na drugi tekmi v Vikersundu, bi imeli 4 zaporedne, to pa se je nazadnje zgodilo leta 1980, če malce dlje v zgodovino smo morali iti, da smo našli te podatke. Dovolj o tem za začetek. Mislim, da imamo gosta, ki ima več kot dovolj zapovedati. Tako, in prisluhnili bomo Niki Prevc, ki je bila v Vikersundu zelo odlična, kar se tiče rezultatov, prvič v karieri, sploh katerakoli športnica ali športnik v sezoni svetovnega pokala, v teh zimskih svetovnih pokalih čez 2500 točk. Tudi slišimo Niko Vodan, ki si je zelo smejalo po vikendu v Vikersundu, pogovarjal se je z njima kolega iz televizije Simon Šparovec. Sploh tisti kvalifikacijski skok je bil še malo boljši, oba skoka danes sta bila boljša kot včeraj. Mi res škoda, da smo
en skok, pač mi še zmanjkal danes, ampak imam le še tako večjo željo za naprej. Omenili ste kvalifikacijskega, zelo blizu lastnemu svetovnemu rekordu. Koliko še je na tej letalnici tukaj prostora? Koliko bi se dalo? Kaj menite? Ja, prostora je drugače še kar nekaj. Zdaj razmišljam, sem dovolj povlekla, nisem, ampak jaz sem uživala v tistem skoku, pa lepo, da vem, da se lahko še izboljšam. Če povlečete nek rezime pod tem, kar se je dogajalo tukaj v Vikersundu, iz vašega stališča pred planico, kaj bi dejali? Skoki so, stopnjevala sem skoke, nekako imam zdaj res veliko več občutka za nadaljevanje tekem. Planiška letalnica je drugačna, kako velik izziv bo za vas osebno? Jaz upam, da ne bo noben izziv, da bojo skoki lepi in dolgi in da bom uživala še zadnji tekmi. Včeraj sem vprašal vašega brata, če še uživa v tej sezoni dolgi, naporni, kako je z vami? Ja, seveda. Sploh zdaj, ko so prišli poleti za konec, nekaj najboljšega, meni najlepšega. Jaz tle zaključujem eno lepo zgodbo iz Vikersunda, je zelo lepo zaključiti v takem stilu, nekako borbati v bistvu za stopničke, kar si nisem predstavljala, če sem iskrena. Zdaj pa ja, planica in se res že strpno veselim, da lahko tudi pokažem Sloveniji, kaj smo punce zmožne in da lahko tudi tam letimo, tako kot moški. Pred trumami navijačev tukaj je vendarle malce drugače, planica pa je posebna zgodba, če primerjamo recimo ti dve prizorišči. Ja, seveda je drugačna zgodba, se že pozna, že samo ko grem spat, je pritisk drugačen, ko pomislim na planico, kot tukaj na Vikersund. Vikersund poznam, res bolj varna skakalnica oziroma letalnica. Ne vem, nekako res sem se zdaj tle že toliko sprostila, da nisem se počutila tako, da bi imela nek pritisk v sebi ali pa da mi bi začel srce razbijati na polno, ampak enostavno sem res lahko uživala, se sprostila, fokusirala, kaj moram delati na skokih, ker se prej nisem toliko fokusirala prva leta. Tako da ja, planica je pa ja, druga zgodba, tle pa sem bila velikokrat zraven, tudi ko so bile kakšni padci in ni najboljš videti to v živo, ampak vseeno vem, da imam skoke na dobrem nivoju, varen skok je dober skok in sem tega držala. Vzlet. Jelko Gros, dobrodošel v podcastu 254,5. Pozdravljeni. Hvala že takoj na začetku za tvoj čas, ko smo v tednu planice, planiških poletov, veliko dela verjetno še. Čeprav smo že na koncu in bi rekel človek, da prav veliko pa več ne sme biti za postoriti. Ja, zdaj na koncu je toliko različnih oseb tukaj v planici, kjer marsikaj počnejo, da je treba biti ves čas na en način prisoten, predvsem zaradi tega, ker ko dobiš tukaj recimo množico 500 ljudi, ki tukaj tako ali pa drugače dela, se hitro zgodijo tudi kakšne neumnosti in zato je treba ves čas praktično nadzirati potek del. Izkušeni ljudje to naredijo najbolje, kar se tiče nadzora, ne nazadnje. Takoj bi rad razčistil, seveda si spremljal z Alešem Potočnikom dogajanje v Vikersundu, predvsem moške tekme. Ena je odpadla, včeraj sem zasledil izjavo Sandra Pertileja, da ni možnosti, da bi jo videli v planici v četrtek, recimo, imaš ti kakšne drugačne informacije, obstaja sploh možnost, da bi še eno tekmo dobili v planico? Vedno obstaja možnost, kajti če ima planica komite poslovni interes, kar pomeni, da zagotovi sredstva za nagradni sklad, ker ti transport in vse to je že tako ali tako vključeno, če dobi sredstva, se pravi za nagradni sklad in pa vsaj za višino nagradnega sklada tudi prihodke od TV pravic, potem je ta tekma realistična, drugače pa nima smisla. Ampak je ne bo ali bo?
Se še pogovarjajo, kot sem jaz slišal. Tako, torej. Je malo kratek obdobje je do četrtka dobiti nekoga, ki bi bil pripravljen poskrbeti, da je za tekmovalce potem poskrbljeno tako, kot se zagre, če zmaga. Ja, ne, stvar je samo v tem, da TV čas je tako ali tako rezerviran za kvalifikacije. Vprašanje je, vsi tisti, ki prenašajo glavno tekmo, imajo tudi te pravice, a ne, zdaj imajo prostor na svojem programski schemi, je to tretje vprašanje, a ne, in Infront, ki je za to zadolžen, na en način to tekmo poskuša potem še prodati, a ne. Tako da to je kar nekaj ljudi vpletenih, možnosti so, volja je, kar se tiče organizacije, izvedljivo, kar se tiče financije, pa potem ta nesramna podrobnost, do katere ki na koncu tudi malo odloča. Vedno odloča. Ampak mislim, da lahko verjamemo, da ima danes kar nekaj posameznikov zaradi tega zdaj nešteto klicev. Bomo videli, kaj prinese teden na koncu. Jelko, zanimiva situacija se je zgodila, če gremo še malce nižje, na celinski pokal v Zakopanah. Žiga Jančar prejme drugi rumeni karton, prvega je prijel v Saporu na tekmi svetovnega pokala, kar je zelo pomembno, in po drugem rumenem kartonu sledi rdeči. Zato ni smel skakati na drugi tekmi celinskega pokala v Zakopanah. Dobil je 2 tekmi prepovedi kot posameznik, kar pomeni, da ni skakal tudi na prvi tekmi FIS pokala, ki je sledila takoj po koncu tekem celinskega pokala na istem prizorišču v Zakopanah. No in potem je bila seveda še ena tekma FIS pokala, torej skupno 4 v Zakopanah. In je zmagal. In je zmagal, ker je lahko skakal. Ampak tu se pa stvar zaplete. Slovenija pa je izgubila na naslednjem prizorišču eno mesto, kar pomeni, da v nacionalnem paketu nimamo 4. skakalca kot nacija in imamo samo 3 skakalce na mesto 4, Žiga Jančar pa bo lahko skakal v nacionalnem paketu. Izjemno pravilo. Upam, da smo ga razumeli vsi. Je majhen bolj komplicirana zadeva, pa še ni čist do konca razčiščena. Tukaj se še 2 pravila mešata. In sicer četrtkove kvalifikacije in petkova tekma je naslednje vikend tekme, finale ima pa svoje pravilo. In seveda v tem delu, jaz tako pravim, da ima FIS pravila kar nekaj lukenj, a ne, in prav dokazano večkrat, a ne, in tukaj je ponovno neka luknja, a ne. Zato bo Gorazd Pogorelčnik pač poslal na Mednarodno smučarsko zvezo oziroma Sandru Pertelju naše razumevanje tega pravila, se pravi, da ne smemo gledati, seveda je treba tako gledati, ne? Mi imamo kvoto, kot jo imamo. Izgubimo eno mesto, se pravi, ne da imamo 4, pa na 4 dobimo nacionalno skupino, ampak mi imamo 5, na to dobimo nacionalno skupino in eden manj ima pravico nastopa. Jančar pa lahko seveda skače. Pač pravilo, ki govori, da na višjem nivoju, na najvišjem nivoju, kjer si že nastopal, kjer si že dobil rumen karton, se pravi, če pa on dobil 2-krat na kontinentalnem pokalu, bi to na svetovni pokal ne bi imel vpliva, ker je pa dobil rumen karton na svetovnem pokalu, pa je pač 30 nekaj decilitrov zraka, ki ni šlo skozi telo, nekje na zadnjem delu stegnenice, povzročilo vso to zmedo. Ampak to je podobno kot na novoletni turnaji na koncu. Timi Zajc je dobil 2 tekmi, kot posameznik, nacija pa naslednje prizorišče. In tu smo zdaj, naslednje prizorišče svetovnega pokala je Planica in zato, saj so samo četrtek v bistvu kvalifikacije za eno tekmo, ker finale tako nima kvalifikacije že naprej. Ne bi bilo, ampak če bi zdaj dobesedno nekdo prebral naslednji 2 tekmi, potem bi mi na finalu skakali lahko samo s 3. Tako pa imamo 3 tekmovalce
med 30 plus to pravilo, da Slovenija lahko nastopa s 4 tekmovalci, dopolni do 4. mesta, se pravi, če... Aha, tu je tudi težava, potem zdaj razumem. Tukaj je težava. Ja, za nedeljsko 4. skakalca v bistvu. 4. skakalc ne delajo. Ja, škoda, ker nimamo 34 recimo, ne. Potem bi pa lahko skakali. Ja, tudi ne. Zdaj je to vprašanje, ne, ker je to pravilo finala. A ne? Finale ima svoje poglavje. Finale nima naslednje prizorišče. A ne? In, ker če pogledali, mi imamo 5 kvoto, enega odzameš, imaš 4 tako. A ne? Ja. In tukaj je pač zopet neka praznina pravna oziroma pravilniška, ker pravno že težko govorimo, a ne, pravilniška praznina, na katero nihče ni računal, in potem je najbolj tisto, kar jaz namaram, da se nekdo naredi razsodnika in prebere prvič, odloči, potem pa drugič še enkrat premisli, bi pa še malo drugače, in potem dobiš čez leto 3 do 4 spremembe za isto pravilo. In če smo že ravno pri teh pravicah, kdo lahko kje štarta, še eno pravilo, kar se tiče žensk, v planici najboljših 15 v svetovnem pokalu lahko štarta v planici. Že zdaj vemo, da najmanj 2 ne bo, ker sta predčasno zaključili sezono. Yuka Seto, Japonka, in Liza Eder, Avstrijka, 3. v svetovnem pokalu. In Sandro Pertile me je še v soboto po moški tekmi potrdil, da skače lahko samo 15 najboljših v svetovnem pokalu brez menjav. Kar je pa spet za moje pojme vprašanje. Frida Westman, cene ti je izgledala dobro, kar se tiče letalske pozicije, ti si z Miho Mišičem bil na Frida je za moje oči trenutno skakalka z najboljšo tehniko za dolge polete. In glede na to, da je med najboljšimi 15, je vsaj kakor zaenkrat pravila povedo, ne bomo videli v prihodnjih dneh v planici. Ja, se, če vzameš tudi z naše strani podana pobuda, Slovenske smučarske zveze EMA, so hoteli skozi narekovaju pod pravilo poškodbe jo upeljati v sistem, da bi lahko nastopala v poletih, pa zaradi tega, ker striktno piše, kdo lahko nastopi, tega niso dovolili. Tako da tudi tukaj jaz mislim, da se noben ne bo stopil korak nazaj in pa logiko uporabil, ampak bo ostal zopet na uradniških bregovih. Ravno to praktično potrditev. Nekako to, kar je napisano v papirju, se bomo verjetno trudili držati, ker veliko pa prideš ravno tega mišljenja. Pravila v smučarskih skokih so postavljena za dobrobit športa in zaradi tega, da velja za vse enako. Predvsem se pravi, da vse nacije nekako potrdijo to, kar je. Ko pa vidiš za dobrobit športa, da so določeni dejavniki, ki bi lahko bili, da vse skupaj bolje izpade, dati možnost, ko se nekaj zgodi tekom same sezone. Mi tukaj nismo razsodniki, ampak je mogoče možno v tej situaciji, da Sandro Pertile se odloči, povabi vse trenerje, se pravi glavne odločevalce, zaradi tega, da je enako za vse nacije, in če so vsi složno za določeno spremembo, da bi bilo to izvedljivo. Dvomim, da bi se zgodilo, ampak pojmo saj v teorijo. Je taka zadeva možna izvesti, če so vsi za. Če beremo pravila, potem ni. Kajti v pravilih natančno piše, kako je, in ne dopušča izjem. Kajti če bi, recimo, kakorkoli, ravno zaradi tega je bil ta pristop narejen, da potem, ker manjkajo, ne prideš do tistih tekmovalk, oziroma tudi tekmovalcev, ki niso sposobni vladati to skakalnico, kajti eno zgodba iz finala, klele prav v planici, ki je bil leta, mislim, da 2014, če se ne motim, so dekleta tudi nastopala na veliki napravi in je bilo to kot finale. Takrat smo imeli kar nekaj pacov, ker so bili trenerji zaradi svoje prisotnosti nerazsodni, koga pripeljati.
In prav zaradi tega je nekako to pravilo kar močno zabetonirano. To je bilo nekako domnevano, ampak če v teoriji pa je v skokih bi lahko obstajala ta labilnost, da oziroma Se ne vem, če je to teorija vprašanje, bolj Sandro Pertele vprašanje, se mi zdi na podlagi da če so izkušenj. vse nacije da se delajo izjeme, je to v skokih možno. Možno bi bilo, če bi sklical recimo jumping komitej, ne komitej za skoke in spremembo pravila poskusil uveljaviti, ker na koncev Sandro je izvršni del oblasti, ne? Sandro ni zakonodajni del je komitej za skoke in pa koledarske konference in vse te konference, kjer se potrjujejo pravila. In to so pač te nedomišljene stvari. Bila je ena izjema, enkrat v zgodovini, to je bil Yuko Ito, jaz sem jo slučajno diskvalificiral kot tehnični delegat, zato ker je šla v rdečo luč v Lillehammerju in potem so vsi trenerji dali soglasje, sam takrat ni bil svetovni pokal. Takrat je bil neke vrste podaljšek Roera, pa finale, pa testni dan in je Yuki Ito dobila to nagrado in vsi trenerji so takrat dali soglasje. Ko imaš pa ti svetovni pokal, potem si pa pravila zapišeš in s tem zvežeš roke, kaj ti če odstopaš praktično od lastnih pravil, ki si jih napisal, potem imaš ves čas pobude, kako jih prilagoditi naslednjemu organizatorju. Ja, tukaj pa res pridemo do te luknje. Ko pa si že ravno omenjal dneve oziroma momente, ko je prišlo do skakalcev, ki niso dovolj sposobni, da bi bili preleteli letalnico, saj smo imeli ravno ta vikend zelo dober primer enega izmed predskakalcev, ki bi bilo tudi za njega bolje, če bi raje spustil in potreniral še malo. On je bil Kampreger je bil na izbornem kampu za predskakalce v Planici in v Planici je izpadel, zato ker je zdaleč bil od tega, da bi izgledal varno. Kako se je on dogovoril naprej z Norvežani, da bo on tam poletel, je druga stvar, ampak vsekakor pri nas to delamo mečkam bolj odgovorno, pa še tam nam sem pa kaj kdo odide, ker ti sam veš, ti si bil na letalnici, a ne, letalnica ni velika skakalnica, tam pridejo drugi momenti, ki na koncu prevladajo, a ne, to so pač te psihološki momenti, ki nastopijo pred nečim novim in takrat se napake vse z večjo hitrostjo še bolj potencirajo in ta Italijan je pač, če bi Norvežani nas vprašali, bi povedali, da ni primeren, tako je pa od tukaj odpotoval gor, brez kakšnih resnih treninga, brez resnih skokov. Že tako je kot skakalc večkrat preveč široko odprl smuči in to je samo vprašanje časa, kdaj se ti ob nenaskakanih dnevih kaj takega zgodi. Pričakujemo torej ženske prvič na letalnici. Kaj pa leta 2027 tule v Planici? Je to stvar debate, kako se bo vse skupaj odvilo v tej sezoni, ker verjetno, kot sva govorila že z Aljošo Dolharjem, nekako ta tekma tudi v luči tega, da se 2028 delijo snežinke za skakalke, če bo vse v redu, torej naslednje leto jih tudi lahko pričakujemo še. Ja, jaz, ko sem videl koledar, ki ne vem, kdaj pa kje je bil potrjen za naslednjo sezono, sem videl, da v Planici ga ni poleto v osnutku. Se pravi, načeloma so taki osnutki nekje potrjeni, očitno je FISA to na profesionalni ravni nove osnutke za naslednjo sezono pripravila in prav to vprašanje sem postavil Sandru Pertelju, zakaj pa Planice ni noter, je rekel, Planica je letos testno, če bo vse v redu, bo tudi drug let, če bomo pa imeli veliko težav
pa ne, a ne. In to je nekako logičen zaporedje, če bodo te punce, ki prihajajo v Planico, pokazale dovolj tehničnega znanja za toliko večjo hitrost, kaj tukaj proti Vikersundu, potem jaz mislim, da bo drug let normalno svetovni pokal s 30, potem je pa lahko tudi naslednje leto na svetovnem prvenstvu, so to je dekleta tudi del svetovnega prvenstva. Vidiš, in zdaj se meni s kavča zaplete zgodba, ker boš pripeljal sem 3-4 skakavke, ki so visoko v svetovnem pokalu, namesto da bi zraven imel 3-4, ki so odlično letele, recimo Frida Westman, Silje Opset, Jenny Rautjinaho, ki pa jih ne bo v Planici, in potem bodo morda tiste 3-4 povzročile težave in bodo sklenili, da punce 2027 v Planico ne pridejo. Ja, to je po božjih rokah. Mislim, bi ravno to dodal, da če želiš, da tako velika zadeva deluje, še vedno mora biti en odbor v zadju, to pa potem malo počasneje poteka, in če je bilo tako določeno, je včasih za zaščito potrebno, da se tistih lastnih pravil držiš, ker ravno ta odbor, ki ga je Jelko omenil, to pa ni stvar enega tedna spreminjati, je pa malo daljši proces. Ja, FIS je neke vrste okorela inštitucija z veliko profesionalci, ki poskušajo svoje ideje oplemenititi skozi pravila, na drugi strani je neke vrste demokratični sistem glasovanja vseh članic, se pravi nobenega več glasu nima recimo Smučarska zveza Avstrije ali pa Slovenije, ampak je en litvanski glas, ki ena punca skače, prav toliko vreden kot slovenski, in s pravilnim pristopom in lobiranjem se potem recimo to lahko udejanji. Tako smo prišli tudi do prve tekme. Prva tekma tukaj v Planici tudi ni bila, kako bi rekel, široko diskutirana, ampak je enostavno prišla kot predlog iz Smučarske zveze. Na dnevni red jo sploh niso uvrstili, na vprašanje naše predstavnice v komiteju, zakaj pa ne, je prišlo do tega, da so vsi ostali brez besed, dali so na glasovanje in ljudje niso vedeli, o čem glasujejo, in so enostavno potrdili tudi tisti, ki nimajo nobenega za na letalnico, naj pa v Planici tudi punce skačejo. Tako da včasih gre kakšna stvar tako mimo, brez da se zavedaš, če se pa preveč pripravljaš, moraš pa na drugi strani tudi tiste, ki se tudi lahko pripravijo, in potem večina, moram reči, v večini primerov glasujejo tako, kot predlaga direktor, ker direktor se saj z polovico dogovori, da jim razloži, kaj je pravilno, ker jaz imam eno izkušnjo iz skakalnega komiteja, ko so ne skakalnega, ampak iz podkomiteja za opremo. Cene se bo spomnil, enkrat sred poletja so bili dresi popolnoma po telesu, se pravi nič tolerance je bilo. 2013. In takrat je prišlo do glasovanja, in z mene si naredil celo zapisnikar, to je bil pokojni Horst Tillmann, majčken norca, in je napisal 14 za, eden predstavnik Slovenije pa proti. In ker jaz sem rekel, da je to neumnost, ker mi izpostavljamo tekmovalcem večjim nesrečam, če se nas da, če kontrolori nas znajo nekaj meriti, ali pa če jim uhajajo mimo, je boljše, da kontrolori se izverzirajo na boljši način, kot pa da mi povzročamo poškodbe. No, ta pravil je veljal do oktobra, pa so ga popravili nazaj, ampak takrat mislim, da še na +1, potem kasneje pa to, ki je bilo, da se je vrnili nazaj, zato ker so videli, da gre v napačno smer, ker so enostavno se število poškodb vsega se je povečalo. In ti, ki to predlagajo, se premalkrat zavedajo, da enkrat lahko tudi en tekmovalec, ki se je poškodoval, proti takim pravilom sproži tudi
kakšne pravne akte, zato ker če ti sprejemaš neumnosti, namenoma povzročiš nekomu škodo, izgubo prihodkov, ker to so na koncu profesionalci. Ko enkrat do tega prišlo, se bojo šele zavedali, zakaj se gre. Mogoče bi bilo celo malce fino, če bi se kdo tega lotil. Če dodatno razloživa, se pravi, kot prvo tisto prav poleti se spomnim, da res povsem na ničlo, to je bilo skregano z logiko že iz osnove, da samo blago ima določeno debelino in če ti okoli telesa oviješ blago, ima tisto blago že takoj sam po sebi večji obseg, že iz same matematike je to. Takrat se spomnim, da so potem povečali saj na 1 centimeter, s poškodbami pa tukaj izpostavljamo predvsem, da ker smo bili skakalci izpostavljeni veliko večjim hitrostim za doseganje enakih daljav, ker je bila toliko manjša površina, je prav vidno povečalo poškodba križnih vezi, kolen, bilo je veliko več atletov, ki so takrat imeli prekinjeno kariero ravno zaradi tega. Zelo hitro so potem videli napako in šli saj na plus 3 cm. Ravno tukaj not se pa pol loviš, kje je tista prava stvar, če želiš nekaj takega. Če se vrnemo še malce v Vikersund, se mislim, da vsi strinjamo, da smo videli lepe, krasne polete punc, da gre ta napredek lepo naprej. Bi se pa oprl še na eno izjavo, ki jo je dal Jurij Tepeš, glavni trener naše reprezentance. Nekako na vprašanje, če bi se dalo postaviti nov ženski svetovni rekord predvsem. Niki Prevcin, Ani Odine Strem je zmanjkalo pol metra za izenačitev, recimo pri 236 metrih. Je pa Jurij, vsi vemo, kako vrhunski letalec je bil, lepo razložil, da smo že pri Domnovih 245 videli, ko je padel oziroma podrsal, ni se obdržal na nogah kot v planici, recimo na tisti svoj znameniti način, da se je pri 240 metrih skakalnica tako prelomila, da enostavno ni bilo moč leteti dlje, če malce še bolj razložita to, zakaj recimo in kaj to pomeni. Ja, ta letalnica, zdaj vsi, tudi Dobna, ki sem poslušal, pa po moje ne ve ozadja. Ja, ni bilo, to sem še želel dodati, tega čudežnega prahu, kot ga je napovedal, ni bilo, ne. Ja, ker za zadnje svetovno prvenstvo v Vikersundu 22. leta jim je iztekel certifikat. In ob tem certifikatu ti zmeri dobiš kot certifikat, hočeš podaljšati, dobiš enega od kontrolorjev. In kontrolor je bil en avstrijski homologator, ki si zaželel večji radius. Večji radius pa pomeni, da če ti recimo že narediš na letalnici tak radius, kot ga ima recimo Bloudkova velikanka, kaj šele večjega, on si še večjega zaželel, in nekako niso imeli argumentov v rokah, da bi ga prepričali, zakaj razmišljal napačno smer. To zato govorim, zato ker lansko leto, ko smo sprejemali pravilo za povečanje višinske razlike, je prav zopet en Norvežan začel s to isto mantro, večji, lepši radiusi. Je pa stvar v tem, v tistem trenutku, ko ti povečaš radius za skočiti na isto točko, enostavno tekmovalcu daš večjo višino, ker ti naredil si lep dolg lok, mogoče tam 150, od 120 do 150 metrov in tam dobiš višino. Vsak meter, ko se ti dvigneš, ti skoraj naraste en G telesne sile pri doskoku. Ta sila je že tako ali tako za eno nekaj desetink ali pa stotink sekunde, takrat, ko pristane tekmovalec, je 9G, se pravi 9-kratna telesna teža, prvi stik s podlago. In ko tekmovalec takole doskoči, je nemogoče, da zdrži. In zdaj, če mu ti to še potenciraš za višino, potem ti v zadnjem delu enostavno prileti pod takim kotom, da ne zdrsne. Razlika med
poleti in pa navadnimi skoki je približno tako, kot letalo, kako leti Boeing, pa kako je letel Concorde. Boeing rab za pristanek 300 km/h, Concorde je pa rabil 600. S tem je imel manjši vpadni kot in dotik je bil bolj nežen. A ne? In to je ta razlika med eno in drugo stvarjo. Tukaj imamo večje hitrosti, večja hitrost pri doskoku zmanjšuje silo, seveda pod pogojem, da ti pod pravim kotom pristaneš. A ne? Se praktično zniža silo, ker je po neki logiki rekel, če se z avtom z večjo hitrostjo preletiš v steno, je hujše, te bojo večje posledice. Ne, tukaj pride do tega zdrsa in ko ti zdrsneš z majhnim kotom, zaradi večje hitrosti manjši kot do pristajanja, so tudi sile manjše in to je ta bistvena razlika med navadnimi skoki in smučarskimi poleti. In jaz se spomnim, ko sem enkrat govoril z Janezom Goriškom, enkrat, ko smo obnavljali letalnico leta, mislim, da je za ono svetovno prvenstvo 14, pa eno prej je bilo pa 14 smo to zadnjič obnovili, pa eno prej obnova, bila pa, mislim, je bila pa 2010 svetovno prvenstvo, mislim, da je takrat. Simon Aman, takrat sem jaz govoril z Janezom Goriškom in sem mu rekel, Janez, nariš mi doskočišče tako, a ne, jaz pa kot nekdo, ki je vpet v to zadevo, sem rekel, naredi doskočišče tako, da bo tekmovalec meni letel čim dlje, da ga jaz lovim pod kotom 29 stopinj. A ne. On je rekel, to bi ti risal za blodko skakalnico, za letalnico je pa 26 stopinj dovolj za pristanek. In zdaj si videl, recimo, Domnov pristank, ki si zgodil še celo pod 24 stopinj, tam, ki izmeriš, da je še celo manj možen, ampak to je samo pri izjemnih skakalcih, ki imajo drugačno krivuljo leta in pa dovolj hitrosti pri doskoku, da se ne prilepiš, ampak da enostavno samo zdrsneš. Tle lahko za Domna takoj dodava, ravno ujel sem enkrat, ko so že malo leteli v vetrovniku, Domen je imel daleč najbolj manjši naklon v samem. Sedaj ta moderni vetrovnik v žirovnici lahko sam izbiraš, lahko določijo, kakšen je stopinski kot in Domen je bil sposoben pri najmanjšem kotu vetra dobesedno leteti in tam je tista razlika, kodar je on upravičeno že zdaj praktično na vseh razen v Vikersundu uspel poleteti do rekorda skakalnice, letalnice. Ponavadi jaz želim ljudi spomniti na tisto gibalno količino, kot je v fiziki včasih v srednji šoli. Se pravi, sprememba gibalne količine, če skakalec ob pristanku vso to energijo ponese naprej, se pravi, da se s močmi odpelje dalje, ga ne bo prav nič zabilo oziroma ne bo tiste sile, ker kolikor pa se ta gibalna količina spremeni, kolikor se zmanjša, to je pa vse potem rezultira v temu, koliko noge trpijo ob pristanku. Ja, temu pri skokih, ko se mer hitrost pravokotno na podlago, a ne, in element je, da moraš povečati horizontalno hitrost, pa zmanjšati vertikalno hitrost, a ne, to sta dva elementa in zdaj bolj večjo hitrost, kot imaš, je, ne, ampak še tukaj je zopet toliko individualna stvar pri posameznikih, najbolj počas, ker sem jih jaz zdaj videl, da leti skozi zrak, je bil Jurij Tepeš, recimo, a ne, najhitrejši, ker sem ga jih videl, je bil Gregor Schriedencauer, Domen je pa tukaj nekje v sred, on ni na zgornjem robu najhitrejših skozi zrak, ampak ima neko svojo hitrost, ki praktično ni več tisti, da pospešuje, ampak enostavno jadra po zraku. Pa pri njemu bi dodal, da je bil pa prvi, so tudi že drugi malce to načeli, ampak on je najbolj izpopolnil, da v drugem delu, samo na letalnicah sploh, zasledil sem ga tudi že na 90-ki, da je zelo na podobno tehniko, če zafilozofiram, ampak v zadnjem delu se namerno začne malo postavljati po konci. S tem začne sam sebe bremzati, ampak s tem, ko sebe upočasnjuje, pridobi, da ga še malenko zdvigne, doda kakšen meter, hkrati pa, ker zmanjša lastno hitrost, veliko lažje pristane.
Ker se čisto ne strinjam, ker hitrost mora obdržati. Ker če je hitrost zmanjšaš, pa pridejo na efekt 90-metrskih skakalnic in največ poškodb je na 90-metrskih skakalnicah in na 90-metrskih skakalnicah je recimo rdeča črta nekje pri 31-32 stopinjah, na 120-metrskih skakalnicah je rdeča črta pri 30 stopinjah, na letalnicah pa 29, se pravi po sami fiziki je tako. Tako da jaz mislim, da vseeno moraš tisto hitrost zdrsa imeti, ker tudi če se predstavljamo, če pen pade z pečine, pa pade na strmino, ni nujno, da se bo ubal, ker bo zdrsnil. Če se bo prilimal, da v tam ostal, se bo pa sigurno ubal. In to je ta razlika, jaz govorim samo v ekstremih čist, kako deluje na nekoga sila teže, konec koncev. Ves problem je sila teže, ki jo imamo, ker zemeljska privlačnost. Ne pripisuješ pa, Jelko, tega, kar je Cene rekel, to odpiranje v zadnjem delu leta Domnovemu občutku za letenje in to igranje, ki ga ima mogoče samo on na svetu? Ne, jaz pripisujem, da on v tistem delu toliko, ker vsem se smuče mehen gor postavijo, ker se morajo, ker drugače ne bi izlezel nazaj, drugače bi padel na popek, bi šel v ribo. Se pravi, on se more odpreti toliko. In takrat, ko se začne odpirati, se tudi smuče odpira in se seveda zmanjša malenkost hitrost, ampak to je odvisen, koliko zgodaj to narediš. Če ti to narediš prezgodaj, dobesedno pridobiš pri višini in padeš spet z višine, če pa narediš to zelo hitro, Doman je mojster, da zelo hitro skrajša fazo takoj za mizo in skrajša tisto zadnjo fazo tik pred pristankom. Ampak to je tako kot avion, tudi avion naredi na način mečken pristanka, če je slab pilot, vsi začutimo tista kolesa nekje, kad dobiš majhen manjka pretres možganov, ker ga preveč przigne in pade z lufta dol, če pa ta prav pilot pa ta manever izpele tako, da imaš občutek, da si stopil iz pručke. No, se potem pa točno isto govoril, a samo z drugimi besedami. Samo je zdaj pripeljal na isto pristanišče. Zakaj, spet je Peter Prevc rekel prejšnji teden na novinarski konferenci, planiška letalnica je avtocesta. Zdaj to sem že večkrat slišal, ampak se pogovarjamo v Vikersundu, ko so lepi poleti, se leti nizko, se pristaja to, kar si zdaj razlagal, v Planici pa je višina precej drugačna kot v Vikersundu in ta pristajalni kot morda tudi drugačen. Zakaj potem skakalci, kot je zdaj gledam Cene, tudi ti imaš te izkušnje, pravite, da je planiška letalnica avtocesta? To pomeni, da je lahka? Bom bi kar da prvi ker na avtocesti ni težko voziti, zato. Ne. Je hitra. Planiška je zato avtocesta, ker ima v tam nekje okrog 180 metrov ima luknjo izkopano, kar pomeni, da tekmovalca zelo z lahkoto pripelje do 200 metrov. Ne do rekorda, do 200 metrov. Potem do 220 se jih še nekaj zraven primakne, na vikend pa eden, maksimalno dva, ki sta sposobna poleteti še dlje. To je ta razlika. Ampak planiška je znana predvsem potem, da recimo tudi v kakšnem slabšem vetru ti si zelo hitro do 200 metrov, teže pa seveda pol tis na konc proti rekordu, in zaradi tega je lažje. In zdaj, če še spremenim ali pa dodam, bom rekel, po avtocesti 130 se z lahkoto pripeljati, 300 se pa reda kupa peljati, pa še to prihudo kazen dobi. Ja, na avtocesti kazen, na letalnici pa rekord, če slučajno uspe. Ali pa dodaten prevoznik. Jaz imam prav svoj prvi spomin, to so bili tudi moji prvi poleti, ko je bila prenovljena, tisti prvi skoki na njej in moja misel in ideja takrat je bilo, to je tako
lepo narejen, da bi bilo treba plastificirati in začeti trenirati na njej. In ravno zaradi tega, ker naredi tudi lepo tekmo, se pravi, tudi če skakalec naredi malo slabši skok do tistih 160-180, mu bo verjetno še vedno uspelo se prebiti, če je vsaj tehnično dovolj zmogljiv. Hitro ratam pa zelo nemerodajen, ko pridejo do besed, da naj bi bila zaradi te večje višine ali podobnih stvari zahtevnejša, ker sam tega na lastni koži nisem občutil in ne morem potrditi, da bi bilo na planiški težje skakati kot recimo v Vikersundu. A ponudi več pozitivnih občutkov oziroma zadovoljstva planiška ravno zaradi tega morda še dodatnega adrenalina, ko si malce višje in to nekako skakalci potrebujete ali pa želite imeti kot pa letalnica v Vikersundu? Pa bom rekel, da ne. Trenutno planiška da največji tisti dodana vrednost, da v tem momentu je najmanj 8 metrov večja, ti omogoča, da greš lahko še dlje, se pravi, da presežeš to lastno mejo. Kar je absolutno veliko bolje v planici, je to, kar naredijo vsi navijači, celotni gledalci. Tukaj je atmosfera taka, da se zelo težko primerja še katerokoli drugo prizorišče svetovnega pokala. Smo pa ponavadi skakalci skoraj ravno obratno. To, koliko višine dobiš, ti ni toliko tista največja. Včasih sploh ena taka, ki imam zdaj v mislih, je v Libercu na Češkem, 90-metrska. Na njej je bilo prav zabavno skakati, pa ravno zaradi tega, ker si v prvem delu leta šel povsem nizko in če si naredil dobri skok, te je šele v drugem delu odnašalo. In tudi tukaj v planici se to dogaja, če hočeš iti tiste najdaljše daljave, začneš čutiti ta drugi del, kako te odpelje. V Vikersundu, ko pa prideš tako nizko, je pa zaradi tega lahko, saj kar se tega dela tiče, še celo malo bolj tisti užitek, kot te prvi del nizko, potem te pa odpelje. Nič ne boš dodal, Jelko. Vse je okej. Jaz pravim, kot tehničen delegat sem vedno imel ali pa vodja tekmovanja v planica, sem se bolje počutil, da obvladaš, kaj se ti lahko zgodi v planici kot v Vikersundu. Vidiš, potrjen moj šolski primer, plastificirati akcija. Zaradi tega, ker tukaj si vedel, da te spoden radius nekako lovi kot neke vrste lovilna mreža, tam pa, če si hotel nastaviti pravo zaletišče za skok okrog 240 metrov, pa te je potem majhen vreme presenetil, pa je bilo recimo za 0,3 ali pa 0,4 več vetra v prsa, kot si ti računal, potem si pa res mečkam tako nehal vdihati, pa počakal, pa je pristal, pa si rekel. Ko so bila cela kolena, se ti je vdahnilo. Ja. Tako da jaz vem, pri prvih skokih, poletih na prenovljeni Vikersundski skakalnici sem bil tehničen delegat in praktično to je bila za mene ena najboljša dvoboj med Evensom pa Schlierenzauerjem, s tem, da je bil Schlierenzauer zmeraj samo za pol koraka, pol metra za Evensom in je tretji bil pa na tekmi Simon Amann in do Simon Amanna smo šli skoraj vsi z istega zaletišča, potem smo šli pa 3 zalete dol za te dva in po tekmi pride Simon Amann, pa sem mislil prvo, da je to kakšen, da imajo Švicari tudi sarkazem, ki je rekel hvala lepa, zvečer v hotelu je rekel hvala lepa, pa sem mislil prvo, da nas zafrkava, da smo mu kaj vzeli, da je ta občutek, je rekel hvala lepa, ker ste mi dali zadovoljstvo, da sem lahko letel, ker če bi šli iz unga zaleta, bi se pelal od 150 naprej. Tako da to je ta zadeva, ki je razlika med Vikersundom pa planica. Če dobiš, zato ker je ti res točno po krivulji leta bila skakalnica narejena in če narediš točno po krivulji leta, potem jo delaš po krivulji leta za tistega, ker ne bi rekord skočil, ker pomeni, da kaznuješ vse ostale, če ne daš dovolj hitrosti.
ker imajo povsem drugačno krivuljo v zraku. Se dober primer je že ravno Peter, samo dan po postavitvi svetovnega rekorda prve daljave preko na 250 metrov. Ni prišel čez hrbtišče. Ja, pred njim mi znaš pomagati, kateri norveški skakalec, zdaj sem pa že jaz toliko slabo. Ne, to. Ampak so ga je postavil Svetovni rekord, Fanemir, ja. in so Petra preventivno, bom zdaj rekel, znižali. Hitrost je ratala že premajhna in je pristal pri 100 metrih, nekaj takega. Ja, umrgli se spomnim tistega skoka, ne poleta. Aljoša Dolhar, zelo dobro nam je že razložil, kako vodi tekme kot tehnični delegat na Kulmu, kako lepo oziroma kako gleda na to, da stopnjuje vse skupaj od petka do nedelje. Se mi je zdelo tudi tule v Vikersundu, ne na zadnje skakalke se lahko tudi njemu zahvalijo, čeprav ogromno sprememb za letišča, ampak kot da bi si za vsako pisal, ima človek občutek, kje, kako, zakaj in tako naprej, in potem je na koncu največ veselja. Poljaki ga pa na socialnih omrežjih in v medijih kar precej kritizirajo, ampak mislim, da je tu na tem mestu moramo povedati strokovnega vidika tehničnega delegata. Je pa res, da nisem šel preverjati, koliko jih imajo Poljaki sploh na tem mestu, ampak mislim, da Aljoša upravlja dobro delo. Poljaki so Poljaki, a ne? To je tako, kot imamo v Sloveniji 1000 nogometnih selektorjev, tako imajo na Poljskem tisoče Poljaki v skokih in vsi se na vse spoznajo in vsi vsem znajo dajati svoje mnenje in negativna konotacija zapisa pospešuje lajke na socialnih omrežjih in to je pač neke vrste vodilo, ki seveda meni všeč, zaradi tega, ker jaz imam zmeraj poln kozarc, nikoli pol praznega, in iskati skozi nekaj, kako gre enemu slab, kako ga en nekaj biksa v življenju, pa kaj vse nekaj narobe naredil, ne pa da je lep dan, pa da uživamo v nečem. To je huda poljska mora, no se tudi pri nas vsem, pa kaj se take stvari pojavljajo. Biti je treba v tej vlogi, ne? Tako je. Ta isti Polak, isti Polaki, so tudi mene nabijali na križ takrat, ko sem po laniškem skoku znižal za letišče, pa je čisto logično, da v Zakopanjih, pa je to čisto logično, da znižaš, zaradi tega, ker si siguren pripeleš do neke točke in poskrbiš za varnost in omogočiti lepe polete. Bom jaz tako drugače povedal. Gremo v gledališče in na oder postavimo 5 jamračev, na koncu pa je highlights eden, ki bo pa zrecitiral kar s Prisavici na vrhunskem nivoju. Seveda, do krsta Prisavici sploh noben prišel, ko vsi prej gledališče zapustili. In to je naloga tehničnega delegata, da naredi tekmo toliko zanimivo, da ljudje počakajo tudi pred televizijskimi ekrani, pred radijskimi sprejemniki do krsta Prisavici, ne pa da že prej ugasnejo mediji in grejo rajš regrat nabirati, kaj je bolj pameten, recimo. Super, razlaga zelo slikovito. Še ena stvar me zanima glede Planice. Sašo Komovec, ki bo vodja tekmovanja za žensko tekmo in seveda tudi uradna treninga, je rekel, da je letos nov model ocenjevanja oziroma nov model, kako v Planici kopni sneg, koliko ga bo zmanjkalo do tekme. Lahko kaj več poveš o tem? Neka noviteta? Noviteta je to, da je to zdaj za prvi let eksperiment. Zdaj se pravi metoda merjanja, spremljanja in na koncu pa še zmeraj človeški faktor tisti, ki je najbolj pomemben, ker ko so se pogovarjali z Juretom Jermanom, ki je vodja te skupine, mi je potem izračunal,
ker je bilo potrebno povedati, koliko snega moramo odstraniti, da bo da bomo na pravi višini v sredo. To se pravi, danes mora biti nekje na 60 do 65, da bo v sredo, v četrtek na 70, sredo še pustijo na 65, četrtek mora biti pa 70 visoka ograja. In ta ritem moraš ujeti, in to moraš vse upoštevati, tudi sonce, dežja, kakšen sneg in podobne stvari. In model bo, jaz pravim, z napovedno vrednostjo dober čez 5 let, ker bo imel dovolj podatkov. Zaenkrat je pa tako, da pogledaš, potem so se midva pogovarjala, recimo že ta varianta, če ti pustiš skakalnico recimo odprto, kar pomeni, da je zvožena samo z gosenicami teptavca, ga veliko več pobira, kot če jo ti zapreš, ker ta spomladanska odjuga deluje tako, da se v zgornjih plasteh, se pravi zgornjih 10 cm ujuži, vmes se pojavijo kapljice in ker po noči se shladi, ta ujuženi del nazaj zamrzne. Če te kapljice ostanejo v teh 10 zgornjih centimetrih čist druga, kot če imaš odprt, pa grejo te kapljice na spodnjih 10 cm, ker potem govoriš o 20 cm. Tako da tukaj je v zadju kar nekaj, kako se reče, Fizike. Ne fizike, tukaj je pa zdrava kmečka pamet, kako zadeva funkcionira. Veš, ker fizika je pokazala, da bi nam snega letos mogli zmanjkati, čist, ko pogledaš. Tle bi jaz dal v zagovor samo, da niso noter vse spremenljivke vključene. Ja, to se pa strinjam. Jih pa v naravi, mislim, to je ravno tista pri fiziki, kar vedno nadgrajuješ, ker nikoli ne moreš zaujeti vseh spremenljiv, ki se v naravi dogaja. Tako kot še danes nimamo pravega odličnega izračuna, kakšen bi bila najboljši dres material in vse in tako dalje. Katere vse sile se dogajajo v celotni smeri skoka, ker je res toliko dejavnikov in spremenljivke v vsakem delčku sekunde. To vsak pravi, da je standardna napaka nekje v sredi. Tisto, kar da veš, je pa standardna napaka. Napoved pa snemamo zdaj, da razložimo poslušalcem to epizodo v ponedeljek pred Planico. Napoved pa tudi kakšna snežinka mogoče? Snežinka so predvidene iz srede na četrtek po noči, kar pomeni, da bo še ena pričuto ali pa noč, in vse je odvisno od zadnjega trenutka. Jaz se spomnim, 2 leti nazaj je bilo nekako dogovorjeno, da ljudje ob 3 vstanejo, ko neha snežiti, premešajo sneg, če bo seveda majhne količine. Kaj ena stvar je, če je toliko zmrznen, da ti z ratrakam to lahko mešaš, to je bilo recimo svetovno prvenstvo 2020 v Planici, ker smo celo noč z ratrakom to vozili in mešali star nov sneg in je praktično bila skakalnica zaskočiti, je bil več problem po vse okrog nas, kot pa ne. Potem smo to, recimo par let nazaj, je pa po noč zapadali 15 cm snega, potem si zasnili in v tistem trenutku so bili ob 3 zjutraj teptači na skakalnici, so ta sneg premešali in zjutraj je bila skakalnica, kakor rečemo, kakor po putarčku je šlo vse skupaj. Tako da treba jo ujeti trenutek, da razumeti sneg, kakšen je, in ujeti ta trenutek in potem nimaš problemov. Če pa počakaš, se zjutraj zbudiš, pa začneš rešiti problem, pa že malce pozen lahko. Pa je pa vlak odpeljal. 15. marca 1936 je Sepp Bradl skočil 101,5 metra v Planici. Ne bo točno 90 let kasneje še ena znamka, ki si jo bomo zapomnili v Planici, ali bo? To sprašujem, ker je Domen, ti boš vedel, za katerega izmed močnejših sponzorjev tule Planice posnel za socialno mreže in za reklamo in stal tam pri 260 ali pa še nižje in pogledal gor. Pravijo, da se ne da, ampak jaz pa pravim, da je še nekaj prostora po 254,5, zato zdaj to sprašujem. Ja, Jelko, potrdi me, ampak mislim, da oba lahko rečeva, da je to bolj marketinška poteza, pa čeprav zdaj malo v lastno skledo pljuvava.
Ne, jaz mislim, da jaz bom tako rekel, ker sem realist, pa zmeren optimist, nisem pa sanjač in že to, kar je Domen naredil zdaj, je na meji nemogočega, ne na meji mogočega, je na meji nemogočega. In tam vsa fiska, vse izračuni. Pa toliko časa sta prej zapravila za to razlago. Vsi ti izračuni nekako odpovejo, zato ker midva nimava merskega inštrumenta, ki se mu reče amortizer, in ta amortizer ima skalibriran Domen v glavi in z nogami tako lepo zamortizira, da to lahko zdrži. Ker v tem trenutku jaz pravim, da ne vidim drugega skakalca, ki bi pri tej dolžini še uspel ostati na nogah. Zato pravim, da je res meja nemogočega, ne meja mogočega. Ja, ampak všeč mi je, ker imamo skakalca, ki je sposoben skakati na to mejo. Ja, ampak tisto pa tam se pa reži odprk. Skakalci temu rečemo, da se zid pred tabo postavi, ker se začne že tako zravnati. In če že Renni Kajdo je še najbližje po tehniki, da pride dovolj nizko z dovolj hitrosti, da bi se lahko približal temu, ni pa še dokazal, da bi imel, kot Jelko reče, ta dober amortizer kot Domen, da bi potem tudi pristal pri taki daljavi. Mislim, vse izračune togega telesa, ker fiska po večini dela po izračunih togega telesa, govorijo, da bi mogli kolena popustiti. Tako da iz tega zornega kota, vse pol mi nekako še računamo naprej, pa rečemo absorpcija mehkega snega, to je prednost planice pred neko kulmom, ko so skakali na tisto ledeno površino, tukaj je tudi precejšna razlika, tudi ta absorpcija, amortizer samega snega je tudi zelo pomemben. To je toliko dejavnikov, ki se je res ne da jih značrtovati za letiščem, ampak enostavno perfekten skok nizko nad telesom, absolutno hitrost dobi tekmovalc in pol ga pač radius ujame, ker ga ujame. Res je, ravno če smo omenili prej avtomobilizem, noro je že samo ta absorpcija snega par centimetrov, koliko lahko spremeni sile, ki se potem dogaja na telo, oziroma že same varnostni element čelada, se pravi zgor nekaj centimetrov debela blazina, ki ti ob kakšnem trku, če bi imel isto togo telo, bi te še vedno ubilo, tam pa čelada toliko sile absorbira, da ti reši življenje, zgolj v 3-4 centimetrih. Telemark. Jelko, še malce pogledamo naprej ali pa tudi nazaj. Luknja zeva nekako v naši reprezentanci, v naših skakalcih, če odštejemo recimo Domna, Anžeta, Timija, potem nimamo nekega zaledja, ker tak neverjeten podatek mi je bil. Avstrijci recimo v letošnji sezoni celinskega pokala so zbrali samo oni več točk kot Nemci, Poljaki, Francozi in naši skupaj. Jasno je celinski pokal bazen za svetovni pokal. Zakaj taka luknja? Kje smo nekaj naredili narobe? Ena teorija se pojavlja, ampak to pa bolj za mladinske vrste. Morda tisto obdobje korone tudi, ko se ni smelo veliko trenirati, gibati. A se to že zdaj pozna? Ne, ni to. Jaz mislim, da je bila zaprtost reprezentance glavni krivc, da se kaj drugače ni zgodilo. Zaprtost je pa bila, zato smo imeli toliko dobrih tekmovalcev in potem zdaj... Ampak celinskega pokala pa tudi nihče ni zmagal. Sej je treba generalno gledati, kot pa bom preslikal na Avstrijce pred to dominanco. Ravno tako so imeli Hofler, Šlirenca, oni so imeli na vrhu zaprt sistem, noben ni mogel naprej, in zaprt sistem so imeli zaradi tega, ker vsi, ki so bili na svetovnem pokalu, so lahko zmagali tekmo, in praktično drugi, če so že prišli zraven, se noben z njimi resno ni ukvarjal. In mi smo imeli kakšne mladince, ne nazadnje, rekel,
ekipna tekma, Jančar lansko leto bi premagal Embacherja, recimo bil je 4. na mladinskem svetovnem prvenstvu, to pomeni, da je bil sposoben tudi parirati najboljšim mladincem, saj na eni tekmi je vse premagal. Embacher je naredil letos korak naprej, Jančar je ostal recimo na zelo podobnem nivoju, ni šel nazaj, ampak je ostal na podobnem nivoju. In kombinacija samozavesti, ki jo nekdo potrebuje za svetovni pokal, tudi kontinentalni pokal, vse skupaj, ko pogledaš, rekel, letos Faletič je zmagal alpski pokal v celoti, zelo malo nastopil na Celinskem, po letu Grand Prix je šel do točk, ampak je zaciklal v svoj krog, ni pa naredil tistega koraka naprej, ki bi ga mogel narediti. Tako da mislim, da je treba malenkost več pozornosti tem mladim tekmovalcem dati, od opreme do zahtevnosti, da on zavede, da od njega se nekaj pričakuje, ne da je to samo vikend izlet v Planico, na tekmo svetovnega pokala, pa ko se ne kvalificiraš, pa odpadeš, ampak je treba tekmovalcem, na kateri računaš, res dati vso podporo, seveda najlažje jim je pa dati v poletnem Grand Prixu. In v poletnem Grand Prixu morajo biti te cilji tako visoko postavljeni, da se zavedajo, da nosijo odgovornost. In potem bo kdo tudi priklopil, vse od 5 eden, ker to je nekako za nas pomembno, da na 5 let dobimo enega tekmovalca, ki je zraven priklop. Tukaj smo pa zgubili mogoče kar nekaj takih, recimo, ki so osvojili na mladinskem medaljo, pa so potem se zablokirali, zato so se zaciklali na tem kontinentalnem pokalu. Pa ne krivim tukaj trenerje, tukaj je cela zgodba, cel sistem motivacijski, vse skupaj je to prepleteno, ker enostavno ne vidiš prihodnosti. Če bi ti vedel, da greš na svetovni pokal, jaz moram reči, da sam sebe bom popravil, ker sem bil prepričan, da ta sistem ne bo obrodil sadov, da se tekmovalec lahko zadovolji kar naenkrat z točkami pa s 30. mestom. Zdaj, če pogledamo, da je Embacherja že 2 leti vlačil po svetovnem pokalu, letos je pa eksplodiral v tem drugem delu, tam pred olimpijado, tako da je bil v začetka sploh noben ne razmišljal v decembru, da bo šel on na olimpijske igre, da bila Ortner pa Fetner v igri, kdo bo šel na olimpijske igre. In potem je on, kljub temu, da je bil za Fetnerjem, dobil priložnost olimpijskih iger, in jaz sem pa mislil, da ga bodo s tem, ko se bo ukvarjal z tistimi med 20. pa 30. mestom, pa velikrat se ni sploh kvalificiral, pa velikrat ni prišel v finale, ampak so ga ves čas usmerjali, dajali najboljšo opremo, in ko je prišel, nastopil njegov trenutek, je praktično stopil iz 30. mesta na sam vrh. In majhna razlika, ampak veliko dejavnikov, da se to zgodi, kot si lepo zdaj razložil tudi. Se pravi, da takrat, to je bilo leto 2020 do 2022, ko nas je bilo kar 7-8 posameznikov. Spomnim se svetovnega prvenstva v Vikersundu. To smo ga, mislim, da že v samem podcastu že 2-krat premleli. So bili predskakavci za stopničke slovenski. Koliko jih je bilo med 10? Tam jaz najraje poudarim, da najboljši letalec sezone Žiga Jelar niti ni imel možnosti priti na svetovno prvenstvo, ker nas je bilo 6 v tistem momentu boljših. Na koncu pa je zablestel. Ja, zato jaz pravim, tam noter se je res nekako zaprl in bilo je obdobje, ko mladi, enostavno noben od mladih ni prišel zraven. Letos je res bil narejen switch, kar se tega tiče. Zdaj, če pogledamo zadnjih 10 let, nimaš skoraj nobenega starega 20 let, ki je priključil zraven iz neke resne reprezentance. Ko govorim resne reprezentance, govorim tam, ki imajo A, B, C, pa v A ekipi cilje za stopničke. To so resni. Drugi so ravno tako resni, samo nimajo sistem reprezentance, ampak gradijo na posameznikih.
In v teh resnih reprezentancah praktično nihče ni prišel zraven. Vzem Raimonda. Kdaj je Raimond prišel zraven? Recimo v Nemčiji, a ne? Pa še kakšnega bi lahko vzel, tudi v Avstriji bi lahko kakšnega taga vzel, ki je prišel Ortner, recimo. A ne? Tudi Šuster ni Šuster, čez 20. Ja, je že tudi kar nekaj česa, ne? Pa nima tiste zgodbe v zadju. A ne? V letošnjem letu je pa zelo veliko mladincev kar naenkrat začel skakati. Lansko leto so bili to samo Američani, če vzamemo pod črto, so samo Američani z mladimi tekmovalci bili zraven, letos pa od Slovaka, Kazahstanca, tako močnega mladinskega svetovnega prvenstva, ki je bil letos, jaz ne pomnim, da bi kdaj bil po tistem, kaj so te tekmovalci naredili na svetovnih pokalih. In zdaj greš na to svetovno prvenstvo, pridejo pred tabo vsi tisti, ki so v svetovnem pokalu bili, normalno je zalet, vsaj za 2 zaleta nižji, ker ti tekmuješ in imaš sigurno, no zdaj pa bomo raztrgali medveda, ampak tega medveda ne moreš raztrgati zaradi tega, ker si telovadil z vsem drugim, samo z nogam ne, kar je pa pomemben v smučarskih skokih. Zelo. En dejavnik, ki pa ga jaz tudi vidim, da je vplival vsaj v Sloveniji, če ne še kje druge, je pa ravno znižanje kvot. Že v času Petrovih najboljših, se pravi 10 let nazaj, tudi moje najboljše sezone, ko nas je bilo ob dobri kvoti 6 ali celo 7, je bil vedno vsaj tisti eden mest, ko pa je lahko vsak vikend nekdo dobil priložnost, oziroma je prišel za 2 vikenda zraven, če mu je uspelo, se je obdržal, mogoče celo koga zamenjal, oziroma je bila tista 6., še bolj tista 7. kvota, prostor, kodr se je lahko nekdo zadej uril. In to zmanjšanje kvot si upam reči, da je tudi močno vplivalo na to, koliko izkušenj mlajši skakalci imajo pri nas. To se popolnoma strinjam. Je teži, čeprav mest letos smo imeli sorazmerno dovolj, če bi bil kdo v formi. In če gledamo na to motivacijo, smo zdaj prišli, da nimamo niti atletov in je brez težav doseči tudi tisto, da je to 6., 7. mesto, včasih zdaj brez težav ratalo pri nam 4., 5. že skoraj. Tako, ja, in imamo več težave, kako 4. dobiti za polete, a ne? Ali pa, bom rekel, od Žaka ta bolj skok sestavimo, pa od Timija ta bolj skok sestavimo, pa imamo več samozavesti, a ne, za sobotno tekmo. Tako pa je, potrebuješ pač enostavno to konkurenco, da koga kdo prisil, da že od prvega skoka se zbori za sploh, da pride v ekipo, a ne, in tega v tem trenutku manjka in pol lahko hitro zgubiš, ampak tako kot sem rekel, če z načrtnim delom, a ne, pa je bil recimo Jančar vključen v A-ekipo, ampak čez poletje, čez zimo nima časa za A-ekipo potrenirati, a ne, je enostavno postavljen kje v B, a ne, zato imam jaz tisto, kar jaz rad rečem, dobre razmere, dobre pogoje, dobro opremo moraš imeti za tekmovalca in tekmovalc mora napredovati. Če je tekmovalc v A-ekipi, čez poletje, potem ga pa daš v B-ekipo, je to enostavno nazadovanje, ni napredovanje. Ne? In je bolje, da ti enostavno iz druge vrste ali pa z 3. vrste, z mladinske ekipe, prideš direktno v svetovni pokal, kot da si v neki vrsti pripravljalnem kampu, pa če bo slučajen prostor, bo pa nekdo nekam prišel. Še zadnje vprašanje imam. Kot predsednik strokovnega sveta, smučarski skok in nordijska kombinacija. Kdaj bom nehal biti takrat? Ne, ampak če bomo v naslednji sezoni, oziroma tako bom vprašal, se veliko pogovarjajo o strokovnem kadru po planici. Torej, v smislu, se lahko obetamo kakšnih sprememb na mestu trenerjev A reprezentance, B reprezentance, mladinske. Ker je tudi konec olimpijskega cikla in tako naprej. Neko pravilo je, da načeloma, če si prepričan, da si sezono zavozil, potem se to začneš med sezono pogovarjati, a ne?
Mi smo komaj novega mandatarja dobili izvoljenega, a ne, to je pač pri nas je to pravilo, da se o tem dogovori z posameznimi trenerji predsednik zbora in odbora za skoke. On ima to pravico, da pripravi pogodbo do podpisa, se pogovorite tudi o finančnem nadomestilu in drugih pravicah. Tako da ob olimpijskih medaljah, ki so bile, praktično ne greš spraševati trenerja, ti baš ti še motivacijo. Ne vem, to je res neumnost, da bi to kdorkoli naredil. Trenerji sami povejo, ali imajo motivacijo ali nimajo, in načeloma, kot sem jaz slišal, ne bi trenerji A ekipe ostali, o ostalih se bomo pa še malenkost pogovarjali po zaključku sezone, ker med sezono se pogovarjati o teh stvareh je najmanj, kar je neprofesionalno. Nekaj drugega je, če ti loviš enega tujega trenerja in ga predojel, pa bi ga rad pripeljal, ampak v Sloveniji smo že davno ugotovili, da je boljš graditi na lastnem znanju, in lastno znanje nas tudi reš sistem. Mislim, tudi lahko takoj dodava, da to slovensko znanje je kar zaželjeno tudi v tujini, glede na to, koliko je tujih trenerjev. Ja, ampak bom rekel tako, zdaj, če se spomnite, sicer Bertoncelj je bil zelo kratek čas trener A ekipe. In tisto poletje smo bili mi zelo hudi finančni krizi, takrat po tisti sezoni. Mi takrat nismo imeli denarja, jaz bom rekel tudi za vodo, ne pa za kruh. Poskrbeli smo, da je bila oprema, poskrbeli smo, da smo lahko hodili na tekme. In ko je bila govor o plačah trenerjev, smo imeli eno določeno sumo denarja. In takrat je bilo samo vprašanje, ali damo A trenerju toliko denarja, kot ga je mu prejšen A trener, Goran Janus, ali bo in A trener, in B trener, in mladinski trenerji, vsem bomo majčkeno znižali plače, zato da obdržimo sistem v celoti. In trenerji so takrat se sami odpovedali visokim, višjim plačam, precej nižje imajo kot vsi drugi na smučarski zvezi, pa ne bo to od teka naprej, pa od biatlona naprej, imajo precej nižje plače, ampak sistem pa v celoti deluje. Se pravi, vsi so se zavedali. Zdaj, če sem zopet pri Bertoncelju nazaj, nam rekel, da je bil, on je imel zato, ker se je takrat tako odločil tudi mesto, da je lahko prišel kam nazaj, ker če pa on takrat samo nase mislil, bi izgubil službo, recimo, ampak tudi od DPNC ne bi bilo več, da bi kam lahko prišel nazaj. Tako da so trenerji takrat zelo odgovorno rešili smučarske skoke, da je sistem obstal kot celota. Ker če bi takrat, recimo, out postavljali za A ekipo, je treba poskrbeti, vemo, to so nekateri naši kolegi na smučarski zvezi naredili, za A ekipo je bilo poskrbljeno, za druge ne. In prav tukaj je ta naša prednost pa zavedanje sistema, da nobena služba ni večna, pa da je boljš, da imamo cel sistem, kot pa samo prostor za glavnega trenerja. Pa ker me je že prej izval, dokdaj Jelko še v svetu smučarskih skokov v Sloveniji, zdaj kot tehnični delegaciji se poslovil na olimpijskih igrah, planiška povečava letalnice, nov mejnik oziroma zadnji mejnik. Zadnji mejnik. S tem povemo več kot dovolj. Tako. Na tem mestu zaključimo današnjo epizodo. Jelko, najlepša hvala za tvoj čas. Hvala za povabilo. Poezija. Skvat smo naredili. Svaka čast. Bravo in hvala lepa in nasvidenje. Že več kot 4 desetletja vsako pomlad otrokom iz vse Slovenije omogočimo nepozabno doživetje. Tudi letos peljemo več kot 4000 otrok v Planico. Nepozabno doživetje pa letos čaka tudi skakavke. Prvič bomo zanje lahko navijali na planiški letalnici. Skupaj z vami, podpisani pod Skok v zgodovino. Zavarovalnica Triglav.